digitalna orodja za digitalno pripovedovanje zgodb. Naše delo lahko podprejo različna orodja, saj obstajajo številni načini, na katere izvajati usposabljanje digitalnega pripovedovanja zgodb. V tem videu bomo predstavili orodja, ki smo jih preizkusili in jih priporočamo za uporabo pri udeležencih z nizkimi digitalnimi spretnostmi. Platforme za spletno srečanje. Zoom je dragoceno orodje za organizacijo virtualnih srečanj z udeleženci. Je uporabniku prijazen, priročen za delo v skupinah na daljavo, omogoča sobe za razbijanje ter omogoča snemanje sej in poročanje o prisotnosti. Pomanjkljivost je, da je za naprednejšo uporabo plačljiva naročnina. Big Blue Button je platforma za virtualna srečanja in predstavitve, ki omogoča zaščito podatkov. Njegova pomanjkljivost je, da deluje le na nekaterih napravah. Platforme, ki podpirajo učne aktivnosti. Padlet je virtualna učna tabla, ki jo lahko uporabljamo pri spletnih usposabljanjih in pri izobraževanju 1:1 za predstavitev gradiva in komunikacijo. Enostavno ga je deliti in pomaga strukturirati učno gradivo. Miro je orodje za virtualno sodelovanje in interakcijo. Gre za obsežno spletno tablo, kjer lahko uporabniki komunicirajo z uporabo tabel, samolepilnih listkov in slik, da sodelujejo pri delu na istem izdelku. Je uporabnikom prijazen, vendar se včasih udeleženci izgubijo na veliki in široki tabli. Orodja za dejavnosti prebijanja ledu. Dalar je komplet digitalnih kartic za refleksijo, ki jih lahko uporabimo za prebijanje ledu in za vrednotenje. Vsak udeleženec, ki odpre povezavo, bo videl drugo kartico. Na podlagi te kartice lahko udeleženec opiše svojo osebnost, pričakovanja, občutke, misli in podobno. Mentimeter se lahko uporablja kot za digitalni brainstorming in za ocenjevanje, saj služi tudi za iskanje mnenj o določeni temi ter izmenjavo in zbiranje povratnih informacij. V brezplačni različici ima omejene možnosti. Orodja za ocenjevanje. Google obrazci ponujajo različne vrste vprašalnikov, ki jih je tudi enostavno prevesti in jih je mogoče uporabiti za pridobivanje povratnih informacij in ocenjevanje znanja. Edkimo je uporaben tudi za ocenjevanje in povratne informacije. Je zelo intuitiven za uporabo in ga lahko brezplačno preizkusite 30 dni. Platforme za brezplačne vizualne vsebine. Za iskanje gradiva in za brezplačne slike smo uporabili zbirke podatkov, kot sta Pixabay in Unsplash. Orodje za snemanje zvoka. Snemalnik zvoka, ki ga najdete na vašem računalniku ali pametnem telefonu, je uporabniku prijazen in brezplačen, posnetek pa lahko poslušate. Pomanjkljivost je, da je kakovost posnetka odvisna od kakovosti mikrofona in hrupa v prostoru. Audacity je brezplačen program za snemanje zvoka, ki ga lahko uporabljamo za osnovna in napredna studijska snemanja. Dobite lahko boljše glasovne posnetke, vendar je njegova prednost tudi največja pomanjkljivost. Prilagodite lahko številne nastavitve, tako da je za nekoga, ki jo uporablja prvič, lahko nekoliko zastrašujoče. Omenimo še Auphonic. Je postprodukcijska spletna storitev za podcaste, radijske oddaje in filme, ki uporablja algoritme za izboljšanje kakovosti glasovnih zapisov. Brezplačno ga lahko uporabljate 90 minut na mesec. Za neizkušene uporabnike je nekoliko preveč kompleksen. Programi za urejanje videa. iMovie je uporabniku prijazna programska oprema, enostavna za razumevanje in uporabo. Ima osnovne funkcije za urejanje videa in intuitiven vmesnik. Njegova največja pomanjkljivost je, da je dostopen samo na Applovih napravah.
da je zvočne datoteke mogoče snemati le neposredno in da ni najboljši za montažo. Canva je bila uporabljena za združevanje zvoka in slik ter ustvarjanje videoposnetkov. Canvo smo uporabili kot zelo prijazno digitalno orodje, ki omogoča, da udeležence vodimo pri izbiri in nalaganju videoposnetkov ali slik, ki so jih našli na spletu ali iz svojih naprav. Njena slabost je, da ima omejene možnosti urejanja videa. Uporabili smo tudi druga orodja, kot so Photoplay, Vimeo Creates in Clipchamp. Platforme za objavo videa in dodajanje videoposnetkov. Uporabili smo YouTube in Vimeo. Podnapise lahko dodate neposredno ali pa jih dodate v založniške platforme, ki ponujajo tudi možnost samodejnega podnaslavljanja za nekatere jezike. Za samodejno podnaslavljanje v manjših jezikih lahko uporabite tudi EasySub, ki doda prevod podnapisov v drug jezik. Ima 15 minut brezplačne uporabe. Priporočamo, da ga uporabite z udeleženci, ki imajo bolj razvite digitalne kompetence.